V Portorožu se je danes pričela 14. Microsoftova konferenca, največji slovenski poslovno-tehnološki dogodek, ki letos poteka pod sloganom Skupaj dvigujemo oblake. Udeležence je nagovoril tudi Evropski komisar za znanost in raziskave dr. Janez Potočnik. Letošnja konferenca je tudi ekološko obarvana, da podjetja skrbijo za da so družbeno odgovorna. Pa me zanima, ali ni v času gospodarske in finančne krize to utopija? Ne, ravno nasprotno, zaradi tega, ker vse stvari, s katerimi smo se sistematično in potrpežljivo ukvarjali do gospodarske krize in so povezane z klimatskimi, podnebnimi spremembami, z energijami prihodnosti, so še vedno tu in z nami. Tako da, ko bo gospodarska kriza minila, se bomo morali s temi problemi ukvarjati naprej. Še danes se pravzaprav ukvarjamo naprej in zaradi tega mislim, da je prav, da so tovrstne teme tudi danes na dnevnem redu, ker preprosto, če bi se zgodilo to, da bi prišli v obdobje, kjer bi podnebje postalo resnično kriza, bi takrat imeli večje probleme, kot jih imamo danes. Zato je prav, da v bistvu, ko se ukvarjamo s kratkoročnimi ukrepi, da razmišljamo dolgoročno in da razmišljamo tudi na ta način, kako močni bomo išli iz krize, v smislu konkurenčnosti, kakor tudi v smislu tega, da bomo sposobni nasloviti nekatere ključne probleme prihodnosti. Če se ne motim, do leta 2010 naj bi po Lizbonski strategiji Evropa postala med drugim tudi najbolj tehnološko razvita. Je to realno? Ja, ciljev je bilo več. Mislim, da po Lizboni, to je bilo originalni leta 2000, je bil ta cilj postavljen do leta 2010. Ko smo jo obnovili, nekako ni bilo več prisotno časovno omejitev. Želimo si seveda postati najbolj konkurenčno globalno gospodarstvo še vedno. Bili so nekateri cilji, ki smo se jih zastavili tudi do leta 2010, denimo delež investicij v znanost in raziskave, ki naj bi bil v povprečju na evropski ravni 3%. Od tega deleža danes kar precej še zaostajamo, 1,84 je v povprečju ta vrednost danes, tako da seveda verjetno te vrednosti ni mogoče doseči. Ampak to ne pomeni, da tovrstni cilji ne pripomorejo k temu, da se premikate v pravo smer.